Pozdravljeni! V Ivanjkovcih ob osnovni šoli se bo kmalu začela širitev telovadnice, kar bo omogočilo boljše pogoje za športne, kulturne in društvene dejavnosti, tako za šolarje kot prebivalce širše skupnosti. Občina Ormož je pogodbo z izvajalci del podpisala minuli petek. Pod nadzorom podjetja Mint Inženiring bo dela izvajalo podjetje GES iz Štor. Pogodbo je z izvajalci podpisal župan Danijel Vrhnjak v prisotnosti podžupana Zlatana Fafoliča in direktorice občinske uprave Milene Debeljak. Zdaj sam prizidek k telovadnici osnovne šole obsega dodatno prizidavo k objektu v velikosti cirka 37,4 krat 9,60 metrov. Potem pri samem projektu so upoštevane normativne površine za posamezne športe. Prizidek ima vizualno sodoben in enostaven slog. Ima več steklenih površin, s katerim dosegamo osvetljenost prostorov. Potem v pritličju se umestita 2 garderobi s pripadajočimi sanitarnimi prostori, kabinetom učitelja in pa večnamenski prostor. V etaži se umesti loža kot prostor za razne dejavnosti, v delu etaže pa se umestijo tudi tribune, kjer bo 70 sedežev. Vadbeni prostori v dozidavi bodo poleg šolarjev namenjeni tudi zunanjim uporabnikom. Umestili se bodo tudi dodatni prostori za shranjevanje športnih naprav, pripomočkov oziroma rekvizitov. Umestili se bodo tudi dodatni servisni prostori, kjer bodo dobile svoje mesto garderobe, umivalnice s tuši, potem sanitarije, prostori za čistila, športni rekviziti, tehnika, horizontalne in pa vertikalne komunikacije, potem ločene sanitarije bodo tako za učitelje kot za učence. Je pa objekt tudi prostorsko in funkcionalno zasnovan takole, da omogoča dostop in uporabo vadbenih in ostalih spremljajočih prostorov za invalidne osebe. Kar se tiče gradbenih del, je kot najugodnejši ponudnik bil izbran podjetje GES, d.o.o. iz Štor. Pogodbena vrednost z DDV-jem znaša 1.200.000 in nekaj z DDV. Rok izvedbe je pa do 30.9. prihodnje leto. Kot najugodnejši ponudnik za izvedbo nadzora je bilo izbrano podjetje Mint Inženiring iz Ormoža. Pogodbena vrednost znaša nekaj več kot 24.000 evrov. Sama investicija je bila prijavljena na javni razpis za financiranje športne infrastrukture, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, in je občina bila uspešna s tem projektom na samem razpisu, tako da bo projekt sofinanciran v večini 500.000 evrov. Kateri so prisluhnili tudi, bi rekel, željam celotne Slovenije, konec koncev veliko župani je opozarjalo, da se na športni infrastrukturi mora vlagati in hvala Bogu, da je Ministrstvo za gospodarstvo razpisalo ta sredstva in da tudi na športnih objektih, na infrastrukturi za notranje kot zunanje prostore lahko, se pravi, delamo in pogoje izboljšujemo. Seveda že naprej zahvala izvajalcu, kateri je podal tudi najugodnejšo ponudbo podjetju GES. Verjamem, da glede na pretekle investicije, ki smo jih v občini Ormož že skupaj izvajali, da bomo z enim dobrim delom, z dobro vnemo delovali, sodelovali. Zavedamo se vsi skupaj, da gre za objekt, ki je v neposredni bližini osnovne šole. Zavedamo se, da bodo dnevno prisotni tudi tam otroci, vse osebje, ki tam deluje. Zato še bomo toliko večjo pozornost morali dajati, se pravi, ob sami investiciji tudi na varnost vseh otrok in pa vseh tistih, ki se bodo, se pravi, ob tem objektu zadrževali. Seveda je iskrena zahvala tudi podjetju Mint Inženiring iz Ormoža, s katerimi imamo enako dobre izkušnje na področju samega nadzora in verjamem, da bomo skupaj kot naročnik, investitor, kot tudi izvajalec in pa sam nadzor poskrbeli, da bomo prišli v časovnih rokih s finančnimi okviri, ki so predvideni tudi do zaključka tega projekta in s tem izboljšali pogoje. V tem času tudi že poteka gradnja atletske steze v Podgorcih, za gradnjo katere si je občina tudi pridobila sofinanciranje strani Fundacije za šport in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.
Pogodbo za gradnjo prizidka telovadnice v Ivanjkovcih sta z županom Danijelom Vrmljakom podpisala direktor podjetja GES Jože Hartl in direktor nadzornega podjetja Mint Mitja Kosec. Z dograditvijo telovadnice v Ivanjkovcih pa bodo sodobno urejene tudi vse šolske telovadnice v občini. Po več kot 2 desetletjih čakanja in po vseh pripetijah v zvezi z novo cesto Ormož-Gorišnica-Markovci so septembra na trasi nesrečne ceste le zabrneli stroji. Cesta bo pomembno prispevala k razvoju prometnega sistema podravske regije in povečanju prometne varnosti. Gotovo pa bo pika na i boljšim pogojem za razvoj gospodarstva in turizma v občini Ormož in ostalih spodnjepodravskih občinah. Gradnja nove ceste Ormož-Gorišnica-Markovci bo potekala 30 mesecev in bo predvidoma zaključena v prvih mesecih leta 2027. Skupna dolžina odseka dvopasovne glavne ceste Ormož-Gorišnica-Markovci znaša 16 km. V sklopu gradnje bodo zgrajeni 4 nadvozi, 270 metrov dolg most čez kanal hidroelektrarne Formin, most prek Pesnice, 2 zunajnivojska priključka, ob tem pa bodo prestavili en odsek sedanje glavne ceste in lokalne ceste v skupni dolžini 1,47 km ter poljske poti v skupni dolžini 5,58 km. S tem, da je na pododseku Ormož-Gorišnica, ki bo dolg 10,36 km, viadukt Sejanca že zgrajen. Tako občini Ormož kot ostalim spodnjepodravskim občinam bo nova cesta prinesla varnejšo in predvsem hitrejšo pot v svet, kar pomeni povezavo z avtocestnim omrežjem. Moram reči, da se zelo intenzivno dela izvajajo, tako da pričakujemo v teh 30 mesecih, kot je tudi sklenjena pogodba, da bodo dela opravljena, se pravi do Markovec. Seveda pa ključna zadeva, ki pa se mora v tem času urediti, pa je trasa Markovci-Ptuj. Se pravi, da se strasira, da se pridobi gradbeno dovoljenje in pa da se seveda zagotovijo sredstva. Kdo je pravzaprav bil sedaj tisti ključen faktor, da se torej ta cesta po teh dolgih letih res gradi? Ja, moram reči, je vedno pritisk lokalnih skupnosti, bi rekel ne samo ormoške, ampak kompletnega dela tega spodnjega Podravja smo se zelo vsi župani trudili, konec koncev tudi poslance. Tudi bi rekel, strateške investicije, ki se dogajajo v občini Ormož, so tudi nekaj pripomogle k temu. Tako da zložilo se je, Dars je prepoznal projekt kot izvedljiv v tem momentu, tako da mi smo tega zelo veseli in pravim, vedno smo imeli govor okrog te ceste, sedaj pa hvala Bogu se zadeva izvaja, pa upam, da ne bo karkoli prišlo vmes, kot vemo, večkrat se je že pričelo marsikaj graditi, se je končalo, ampak na nek način, ampak sedaj pa jaz verjamem, da bo to zadeva zaključena. So vam znani vzroki, zakaj smo tako dolgo čakali na to cesto? Ja, vedno je kolebanje okrog financ, verjetno ne. Sprostitev, konec koncev vemo, da je pogodba vredna 70 milijonov evrov. Zdaj tisti zadnji del Markovci, se pravi Ptuj, še bo veliko več kot 70 milijonov. Včasih se je govorilo celo o skupni vrednosti nekaj malo več kot 180 milijonov. Seveda tudi ostali odseki po Sloveniji se morajo graditi, vemo, določene občine so tudi, bi rekel, odrezane od sveta na nek način, kar se tiče cestnih povezav in to je vedno kolebanje. Prednost pa bi rekel, pa je sigurno smo imeli v tem primeru s tem, da so projekti bili pripravljeni, da so se konec koncev zdaj tudi za vse te odseke zložili vsi zavodi za varstvo narave, bi rekel vse inštitucije, ki k temu morajo dati svoj glas. Tako da res pripravljen projekt, sredstva so verjetno bila zagotovljena, projekti se absolutno morajo nekateri izvajati in to je tisto, kar je verjetno tudi dalo kljukico, da smo prišli do tega odseka. Dars je gradnjo ceste zaupal konzorciju gradbincev s Pongradom na čelu. Pomursko podjetje bo skupaj z družbama Voc Celje in cestnim podjetjem Ptuj cesto gradilo za 69,4 milijona evrov. Z novelacijo investicijskega načrta je bila vrednost investicije sicer ocenjena na dobrih 73 milijonov evrov.
Minuli petek je v Miklavžu pri Ormožu bilo državno tekmovanje v visečem kegljanju s kroglo na vrvici. Nastopilo je 24 ekip, razen tekmovalcev je bila tudi vrsta spremljevalcev. Tako je Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu gostilo blizu 200 upokojencev iz vse Slovenije. Prelepa je Miklavška fara, prelepa je Miklavška fara, prelepa je Miklavška fara, še lepši je Miklavški zvon. Prav lepo mi poje ta Miklavški zvon, bim bam, bim bom. Prav lepo mi poje ta Miklavški zvon, bim bam, bim bom. Prav lepo mi poje ta Miklavški zvon, bim bam, bim bom. Še lepši je njegov patron. Najlepši cvet Miklavških je deklet, oj je deklet. Najlepši cvet Miklavških je deklet, oj je deklet. Najlepši cvet Miklavških je deklet, oj je deklet. Miklavškim fantom najbolj všeč. Prelepe so gorice, vinski vrt, oj vinski vrt. Prelepe so gorice, vinski vrt, oj vinski vrt. Prelepe so gorice, vinski vrt, oj vinski vrt. Še lepši je Jeruzalem. Gorice sončne zrejo dol na nas, oj dol na nas. Gorice sončne zrejo dol na nas, oj dol na nas. Gorice sončne zrejo dol na nas, oj dol na nas. Prelepo to Miklavško vas. Če kdo te vprašat, kot pa ti doma, oj ti doma. Če kdo te vprašat, kot pa ti doma, oj ti doma. Če kdo te vprašat, kot pa ti doma, oj ti doma. Prelepega Miklavškega. Tako so zbrane kegljače z Miklavško himno pozdravili člani kvarteta, ki deluje znotraj Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu. Že pred tem jih je v imenu Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu, Pokrajinske zveze Spodnje Podravje in Zveze društev upokojencev Slovenije ter občine Ormož pozdravila predsednica Miklavškega društva Slavica Mihorič. S pravili tekmovanja jih je seznanil predsednik Komisije za šport pri Zvezi društev upokojencev Slovenije Boris Zajc. Tekmovalce pa sta pozdravila tudi župan Danijel Vrbnjak, ki jim je zaželel čim več podrtih kegljev, ter predsednik Pokrajinske zveze upokojencev Spodnje Podravje, ki je zbrane seznanil z nekaj novostmi in z nekaj statističnimi podatki. Med drugim, da ima Zveza društev upokojencev Slovenije 14 pokrajinskih zvez, ter dodal. Ampak vsi ste zadovoljivi, uspeli že to, da ste prišli. V naši pokrajinski zvezi imamo upokojence iz 19 občin Spodnjega Podravja in šteje nekaj čez 10 000 članov. Danes ste prišli na tekmovanje, da boste se rekreirali, tudi športni duh
bo pokazal, kdo je najboljši, vsi ne moremo biti prvi, ampak vsi ste zadovoljivi, uspeli že to, da ste prišli sodelovati na te državne športne igre. V naši pokrajini je disciplina kegljanja s kroglo na vrvici ena izmed prvih po številu upokojencev, ki se udeležujejo te discipline. Na naši pokrajinskih športnih igrah v visečem kegljanju je sodelovalo po 38 ekip ženskih in 38 ekip moških. Zato bo konkurenca z strani našega prvaka zelo velika. Tako da se pripravite. Naši prvaki so upokojenci društva upokojencev Ptujska Gora, ki seveda bom da ne bi me napačno bili tudi stisko pesti za njih. Poglejte, dragi upokojenci, danes opustimo tiste tegobe, zdravstvene, bi rekel tiste ekonomsko-socialne kategorije, tisto je za redne zbore, za redne organe. Res pa je, prav da veste, da nedolgo nazaj smo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje imeli na mizi novo pokojninsko reformo, v kateri nekdo reče, vse upokojenci so že tako in tako v penziji, nimajo kaj soglašati o tej reformi. Pa čisto kratko, veste, res je, ekonomski socialni svet, delodajalci in delojemalci, tisti, ki jih čaka ta pokojninska reforma, ki še so zaposleni, so tisti, ki se prvi pogajajo. Ampak pozor, tudi mi moramo biti partner pogajanja. Namreč v tej pokojninski reformi je zapisana sprememba usklajevanja naših pokojnin, ki pa ni rožnata, pa bomo o tem drugič pregovorili preko vaših pokrajinskih zvez. Jaz vam želim prijeten dan v tem kraju. Mimogrede, društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu je eno izmed 44 naših društev, katero je pred par leti bilo tudi strani pokrajine razglašeno kot najaktivnejše društvo. Tekmovanje organizira društvo, ki ima status humanitarne organizacije in, bi rekel, veliko rezultatov doseže ravno na področju humanitarnosti in pa tudi športa. Celotnemu vodstvu društva Miklavž pri Ormožu se zahvaljujem in prav presenečen sem, da so se opogumili, da so šli v takšno organizacijo, kateri smo dali zeleno luč, na koncu tudi komisija pri ZDUS-u za šport in rekreacijo, kajti seveda tista kotizacija 15 evrov za cel dan, pogostitev in vsega tega skoraj ne zadošča ob današnjih cenah. Vsi razumete, kaj čem povedati. Jaz bi vam rekel, imejte se lepo v naši pokrajini, v občini Ormož, na tekmovanju, pa ostanite zdravi in da se še kdaj vidimo. Hvala lepa. Razen moškega kvarteta, ki deluje znotraj Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu, ki so s pesmijo popestrili uvod v državno tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici, je uvod popestril še poseben gost, ki ga je predstavil domači gledališčnik Miha. Zanimiva legenda je navdušila prisotne, še bolj pa seveda prisotnost miklavškega zmaja, ki se je mirno sprehodil med gosti zbranimi v kulturnem domu, ki je bil prizorišče dogajanja. Miklavški zmaj pa je potem spremljal tudi župana Danijela Vrhnjaka, ki je prvi vrgel kroglo, kar je bila tudi otvoritev državnega tekmovanja. Nastopilo je 24 ekip, 12 ženskih in 12 moških, ki so zmagovalci v svojih pokrajinskih zvezah. Vodja tekmovanja je bil Martin Fajfar, glavna sodnica pa Alenka Horvat iz Društva upokojencev Središče ob Dravi. Kegljači so se v Miklavžu pri Ormožu zadržali ves dan. Razen bogatega zajtrka, ki so jim ga pripravili gostitelji, so v teku dneva imeli tudi skupno kosilo in čas, da si ogledajo okolico. Med ženskimi ekipami je zmagovalna ekipa bila ekipa iz Starš. Med moškimi ekipami pa je zmagala ekipa iz Hoč, ki je bila državni prvak tudi lani.
Ponedeljek je v Ormoški mestni grabi in okrog po športnem parku potekal Dan mladih. Gre za prvo takšno prireditev, ki jo za mlade organizira Urad župana občine Ormož in predstavlja svojevrstno darilo mladim občanom. Igrivega in pestrega srečanja se je udeležilo okrog 500 otrok iz vrtcev osnovnih šol in gimnazije. Prireditev Dan mladih občine Ormož je bila zamišljena kot ena v času dogodkov v okviru občinskega praznika v juniju. Ker je prireditev zaradi dežja bila takrat odpovedana, so jo organizatorji pripravili na prvi jesenski dan. Zbrane v športnem parku Mestna graba sta uvodoma pozdravila vodja županovega urada Urška Mavčič in župan Danijel Vrmjak ter predstavila ponujene dejavnosti oziroma aktivnosti, ki so bile na voljo. Teh je bilo na pretek, kar 22 dejavnosti je bilo na voljo in gotovo je vsak lahko našel kaj zase. Za glasbeno kuliso so ves dopoldan skrbeli glasbeniki gimnazije Ormož, pa tudi DJ Marko. Med 22 ponudniki dejavnosti je bila tudi naša televizija. In ni jih manjkalo, ki so se nam z zanimanjem pridružili in z zanimanjem spoznavali način dela na televiziji. Nekatere je zanimala kamera in snemanje, še največ pa je bilo tistih, ki so se preizkusili kot novinarji. Najprej so se nam pridružili šolarji s Koga, ki so nekaj vprašanj imeli za župana Danijela Vrmjaka. Službe mi je všeč, ja. Malo smo dosti službe, ampak mi je všeč, ja. Če imaš težko delo? Recimo, ja. Si bil atov sodnik? Sodnik? Ne. Pri nogomete? Nogomet sem samo špilil, ne sem pa bil sodnik. Kar se tiče dogodka, pa je župan še dodal. Lep dogodek, lep dan, veliko število mladih, veliko delavnic, moram reči, da je res dobra ideja in to pa še dobesedno v našo občino. Moramo praznovati, moramo delati za mlade in hvala Bogu, no, da smo do te ideje pa do takšnega lepega praznika mladih prišli. Med gosti, ki smo jih povabili pred mikrofon, je bil tudi podžupan. Ja, strinjam se z vsem, kaj je bilo do zdaj povedano strani Urške, strani župana. Mi smo res, ideja je bila fantastična, se nam je malo izjalovila v mesecu juniju, zato smo jo danes, upam, da v enkratnem vremenu tudi bomo jo realizirali. Seveda je prav, da namenimo dan našim najmlajšim učencom, da se malo podružijo, imamo kar nekaj delavnic, 20 delavnic. Jaz mislim, da je organizacijsko res odlično zamišljeno, tudi upam, da bo odlično speljano. Jaz želim se zahvaliti vsem, ki so pri tem sodelovali, ki so se res potrudili, predvsem pa našim otrokom, da so prišli sem. Naj uživajo, naj se poveselijo, na koncu jih čaka zaslužen sladoled in mislim, da bo res en krasen dan za vse skupaj. Kmalu so se nam pridružili še šolarji iz osnovne šole Ormož. Kot novinarka se je izkazala Leni Majhen iz 7. razreda. Jaz sem Leni Majhen in sem iz osnovne šole Ormož. S katere šole pa ste vi? Dober dan, jaz sem Mojca Kovačič, prihajam iz osnovne šole Miklavž pri Ormožu, podružnica Kok. Lepo. Kako pa vam je danes všeč na teh delavnicah? Super, zanimive delavnice so pripravili. Torej, vam je všeč, boste šli samo to delavnico preizkusiti ali katere druge tudi? Seveda, tudi druge delavnice bomo preizkusili. Na naslednjo gremo na terapevtske pse, potem pa zadnja delavnica pa bo rokometna. Odlično. Jaz sem Urška. Kak je tebi ime? Lene. Lena, okej. Dobro, a ti me boš intervjuvala, ne? Ja. Okej. Dober dan, sem Lene iz osnovne šole Ormož. Torej se vam danes zdi, da ste dobro organizirali delavnice? Dober dan, Leni in vsi gledalci kabelske televizije. Ja, jaz mislim, da smo lepo pripravili, seveda v sodelovanju z vsemi izvajalci delavnic, pa
vrtci in šolami, ki ste seveda prišli in zaradi vas je današnji dan tako zelo poseben. To je odlično. Se vam zdi po občutkih, da ostali uživajo v današnjih delavnicah? Ja, kolikor sem jih obiskala, nisem si še obiskala vseh delavnic, se mi zdi, da se imajo otroci lepo, da uživajo, se družijo, spoznavajo eden drugega, se učijo kaj novega in pravzaprav vidijo, kako veliko vsebin lahko ponudi mesto Ormož. Ja, to pa je le najboljše, saj ste to naredili zato, da bi se mi zabavali in se učili zraven, ne? Tako, današnji dan je namenjen predvsem temu, torej, da se učenci, otroci spoznate med seboj, med šolami, da se zabavate in da vam današnji dan ostane v enem lepem spominu za vedno. Hvala. Enako, hvala lepa. Želela bi vas vprašati, kako se počutite danes na naših delavnicah? Leni, hvala za vprašanje. Takšen dan, kjer se družimo, tako sproščeno, vežemo nove stike, nova prijateljstva, takšen dan se mi zdi zelo dragocen. Kajti velikokrat si ne vzamemo časa, da bi ravno to spodbujali in to krepili. Tako da tu res hvala občini Ormož, da organizira taki dogodek in verjamem, da boste vi, učenci oziroma otroci, v takšnem dnevu odnesli veliko tistih veščin, ki jih pri pouku pa mogoče ne morete razvijati. Šolarje iz osnovne šole Kok je najbolj zanimala kamera, tako so naredili tudi nekaj posnetkov. Sicer pa smo se z mladimi sodelavci odpravili tudi naokrog. Občina Ormož je vsem prisotnim zagotovila sladoled iz slaščičarne Bomitela, tako da smo se s ekipo kar odpravili do slaščičarke. Dober dan. Vidim, da imate veliko dela danes, saj je verjetno ta postaja zelo priljubljena. Ja, mislim, ker sploh aparat ne uspe vsega hladiti, tako bi trebalo pogostiti. Dobili pa bodo vsi. Ja, torej mislite, da bodo imeli vsi dovolj? Dovolj bo, sladoleda je dovolj, pa časa imamo dovolj, vsi pridejo na vrsto. To pa je odlično. Potem smo se odpravili do naslednje stojnice, kjer se je predstavljala umetnica Urška Ambrož. Torej vi imate delavnico, kjer izdelujete iz gline. Torej, ali se pri vaši delavnici mislite, da otroci zabavajo? Ja, sem prepričana, da se zabavajo, ker to pokažejo tako z glasom kot s stasom. Mislim, da je ena izmed zelo zabavnih delavnic to. Odlično. Ali se vi zabavate zraven? Ja, jaz pa se ekstremno zabavam zraven, zaradi tega, ker ne samo, da vidim izdelke, ki nastajajo izpod rok otrok, ampak tudi izraze na obrazih. Tako tistih, ki jih delajo in tisti, ki jih delajo. Se pravi, ker izdelujemo zabavne prleške face. Super. Boste si danes tudi uspeli ogledati katere druge delavnice ali ne? Ja, jaz sem si že celo ogledala prej delavnic nekaj, pa upam, da si še bom imela čas, čeprav dvomim, zaradi tega, ker je zelo velik naval, kar sem zelo vesela. Hvala. Med sodelujočimi je bil tudi zdravstveni dom Ormož, kjer so zainteresiranim pokazali, kako poteka prva pomoč v nekaterih nujnih zdravstvenih primerih. Malo bomo tudi predstavili uporabo AED-ja. To je to, in podobno. Se zabavate v vaši delavnici? Ja, absolutno. Zelo lepo je, ko vidim ogromno otrok, ker so zainteresirani za to. Zaradi tega, ker temeljni postopki oživljanja so eni izmed ključnih zadev, ki pripomorejo k nekomu, da preživi v bistvu. Hvala. Med 22 delavnicami je bila tudi gasilska delavnica. Po vabilu na predstavitev se je odzvalo prostovoljno gasilsko društvo Ormož. Dober dan, sem iz osnovne šole Ormož in danes bi vas rada vprašala, ker ste pri gasilski delavnici, torej ali se otroci v vaši delavnici zabavajo oziroma kaj jim kažete danes? Lepo zdrav. Ja, kot vidite, danes predstavljamo novo vozilo, ki smo ga pridobili pred slabi 2 meseca. V tem vozilu večino imamo za prometne nesreče
vodenje večjih intervencij. Otrokom pokažemo razpirala, škarje, ki jih uporabljamo v prometnih nesrečah, in pa sredinski del, ki je vodenje za večjih intervencij. Se pravi, otroki se zabavajo, zanimivo je, pokažemo dosti stvari, lahko pa tudi se včlanijo v našo gasilsko društvo, imamo tudi, delamo z mladino, tako da in tudi to predstavimo, pa drugo pa ne morem. Hvala. Potem smo se z našo mlado sodelavko Leno odpravili še do rejke psov. Dober dan, sem iz osnovne šole Ormož in danes me zanima, ali katere pasme je vaš pes in ali se otroci zabavajo z njim in ga radi sprehajajo, oziroma kaj delate. Dober dan, sem Petra Pleh z okolice Ormoža, sem vzrediteljica pasme Aljaški Malamut. Tako da to je psička, ki se trenutno šola za terapevtskega pesa, je navajen na ljudi, ima rada otroke, tako da uživa. In tudi otroci z njim. Hvala. Zraven so bili tudi policisti s konji. Športna šola Dada s svojo stojnico in predstavitvijo dejavnosti. Za najmlajše in polne energije pa so bila na voljo napihljiva igrala. A tudi igranje rokometa. Rokometni klub Jeruzalem Ormož se predstavlja z igranjem rokometa, praktično je to najbolj enostavno in pa otroci si tega najbolj želijo zdaj, da jim razlagamo o neki zgodovini kluba ali pa o čem drugemu klubu. Mislim, da je izguba časa, tako da igrajo in to najhitreje in pa najlepše mine. Si obetate potem tudi kaj več članov oziroma zainteresiranih za rokomet? Glejte, mi praktično se predstavljamo vsak teden, tako da je to eden izmed dogodkov še več, kjer bi mogoče lahko dobili kakšnega nadobudnega rokometaša ali rokometašico. Sicer pa mislim, da Rokometni klub Jeruzalem Ormož je tisti, ki se mogoče v občini Ormož in pa nasploh v Sloveniji in pa v tujini ne več predstavlja praktično vsak teden. Tudi šolarje iz osnovne šole Stanka Vraza Ormož je zanimalo delo na televiziji. Z zanimanjem so si ogledali kamero in v roke prijeli mikrofon. Zdaj si ti novinar. No, reče nekaj dober dan. Dobar dan. Dober dan. Jaz sem Ema. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož. Ti je lepo danes tukaj? Ja. Dober dan, jaz sem Mila Hren. Obiskujem PPVI 2. Hvala. Ko so se od televizije poslovili tudi šolarji osnovne šole Stanka Vraza, pa smo obiskali še stojnice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport in knjižnice Franca Ksavra Meška, tudi stojnico fotografa Cirila Ambroža. Tudi njihova predstavitev je bila zelo zanimiva. Ja, danes se predstavljamo z digitalnimi animacijami. Prva je sestavljanka. Jeruzalem se sestavlja, se pravi ta slika, to je scena dotik. Druga animacija pa je trgatev. Imamo gorice, imamo pito in grozde. Se pravi, vsaki grozd ima drugo težo in v 5 poskusih moraš nabrati najmanj 10 kg. Do zdaj je uspelo to samo enemu še, kajti teža grozdov se menjuje. Vedno, ni vedno isti grozd, ista teža. Tako je ta igra narejena. Ja, mladi se kar zabavajo, so kar igrali, se pravi, bili na bratve, tako da malo te to, kako bi rekel, razvijajo digitalno. Tako smo pač prilagodili mlajši generaciji. Sicer pa to animacijo, se pravi sestavljanko, ki je kraj Jeruzalem, pa tudi Klopotec, imamo 2 sestavljanki in pa to trgatev uporabljamo za naše sejme, ko hodimo po Evropi na turističnih sejmih, potem tudi to ljudje zelo radi sestavljajo, sestavljanke in pa zelo radi trgajo grozde. In tisti, ki pač res v 5 poskusih nabere
10 kg dobi kozarec našega vina, ker si je zaslužil. Knjižnica Franca Ksavra Meška smo danes pripravili stojnico, na kateri smo pripravili brošure, letake, knjige seveda, vse informacije o knjižnici. Sicer pa smo imeli tukaj skupine otrok iz vrtcev in osnovne šole Stanka Vraza in smo za njih pripravili delavnice, izdelovali smo pa knjižna kazala. Prav tako pa smo imeli pripravljen knjižni kotiček, kjer so otroci lahko brskali po knjigah, prebrali kaj in uživali v knjigah. Kako pa se vam v knjižnici zdi takšen dan mladih? Vsekakor dobrodošel, po moje zanimiv, tako za tiste, ki se predstavljajo, kot tudi za same otroke. Morda so imeli malce premalo časa, glede na to, kako so bili zavzeti sploh v naši delavnici, ampak mislim, da so kar dobro izkoristili svoj čas, tako eni kot drugi. No in kaj pravzaprav udeležence teh vaših delavnic oziroma tistih, ki so tukaj pristopili, najbolj zanimalo? Zdaj, ali jih zanima, probam jim vzbuditi zanimanje. Se pravi, kaj je fotografija, na kakšen način se to shranjuje, zapisuje, kako opazujemo, ko je treba fotografijo napraviti oziroma kakšno orodje vzeti za neko posamezno področje fotografije. Seveda je časa v pol ure bistveno premalo, da lahko desetletja izkušenj pretopiš drugim, ampak v celem pa je vse malo vzbuditi zanimanje za to področje, ki pa zahteva veliko dela, vztrajnosti in upam, da je nekaj uspelo, pa vsekakor je. Telefon je danes, bi rekel, eno takšno orodje, ki eno področje pokriva, ampak velika prednost fotografije s telefonom je v tem, da vidiš takoj rezultat. In vidiš takoj napako ali pa vidiš dobro opravljeno delo in lahko to popravljaš. In to je to, da... Ampak mladi rod se mora truditi. Vsi udeleženci prireditve so dobili zaporedne številke, ki so služile za žrebanje na koncu prireditve. Nagrada je bila čelada za kolesarja, ki jo nagrajencu podarja trgovina Molistor. Žrebanje je izvedla lastnica trgovine Vesna Dovečar iz Osluševcev, ki je izžrebala številko 165. Sicer pa je Vesna Dovečar številnimi rekviziti iz svoje trgovine sodelovala tudi na predstavitvi. Molistor se predstavlja danes z go-kardi, imamo manjše go-karde, velike, za odrasle od 5 let naprej, poganjalčki, majhen trampolin od 1 do 4 let za vrtce in imamo danes to na izposojo, da otroci lahko sprobajo. Kakšen je interes, kot vidimo, se kar vozijo? Ja, otroci so zelo zainteresirani. V današnji dobi se vse kupuje, res elektrika, bencin, ampak ravno kar smo iz celjskega sejma, otroci osnovne šole so navdušeni nad go-kardi, na pedale, radi poganjajo, zavirajo, noro uživajo v tem. Vsega je bilo. Verjetno bo dan večini ostal v prijetnem spominu. Bilo je dovolj zabave, a tudi možnosti se naučiti kaj za življenje. Sledi še nekaj športnih novic. Preden izdamo rezultat povratne tekme prvega kroga EHF pokala med litovskim Granitasom in slovenskim Jeruzalemom, si poglejmo kratko reportažo s potovanja Ormožanov v Kaunas. Žreb v evropskem tekmovanju je letos rokometašem Jeruzalema v prvem krogu namenil 17-kratne državne prvake iz Litve ekipo Granitasa. Slednja domuje v Kaunasu, ki je od Ormoža oddaljen nekoliko manj kot 1400 km. Največji finančni in organizacijski zalogaj kluba v tem primeru je bila pot v drugo največje mesto v Litvi. Največje mesto in prestolnica Litve je Vilnius, ki je od Kaunasa oddaljen le dobrih 100 km. Litva leži v severni Evropi in je ena od 3 najjužnejših baltskih držav. Med te štejemo Litvo, Latvijo in Estonijo. Gre za državo, ki šteje okrog 2,8 milijona prebivalcev. Uradni jezik je litovščina. Litva je članica Evropske unije in je leta 1990 razglasila neodvisnost po ločitvi od Sovjetske zveze.
Na dolgo pot so Prleke najprej krenili z avtobusom. Pot je vodila čez Slovenijo, Madžarsko in Slovaško. Po prihodu na letališče v slovaško prestolnico Bratislavo je sedel tako imenovani check-in oziroma prijava na let do Kaunasa. Slednje je minilo brez težav in sedel je odhod na letalo. Za kar precej fantov nasploh prvi let in seveda brez vsaj malo prisotnega strahu enostavno ni šlo. Ne trebaš toga snemati. Bolj sem bledi, kot tam na krilje. Po pristanku letala v Kaunasu nas je pot z avtobusom, katerega gostujočemu klubu mora urediti domači klub, vodila čez mesto Kaunas oziroma Kovno, kot so ga imenovali v preteklosti. Gre za mesto, ki šteje skoraj 450 tisoč prebivalcev. V prekrasnem vremenu, okrog 25 stopinj Celzija, smo imeli priložnost poznati glavno ulico v Kaunasu v starem mestnem jedru in njeno nadaljevanje v Novem mestu. Leisves Aleja je najdaljša ulica za pešce v Evropi in je dolga kar 1,7 km. Na ulici so številne kavarne in stojnice, ki ponujajo skoraj vse mogoče pa tudi nemogoče. Ljudi na tej ulici kar mrgoli, fascinantna pa je čistoča samega mesta. Na ulicah Kaunasa smo srečali tudi prve navijače Jeruzalem Ormoža, ki so s kombiji prispeli na sever Evrope. Mali Pariz, kot radi rečejo v Kaunasu, je tudi največje študentsko mesto v Litvi. Med športi je največji ponos Kaunasa košarkarski klub Žalgiris, ki uspešno igra v Euroligi in iz tedna v teden polni prelepo dvorano Žalgirijo. Ta na košarkarski tekmi lahko sprejme 16 tisoč gledalcev, na koncertih celo do 20 tisoč obiskovalcev. Navdušeni smo bili tudi nad sodobno opremljeno rokometno dvorano v Garljavi, nedaleč od Kaunasa. Ta lahko sprejme 1000 gledalcev. Na tekmi Granitasa in Jeruzalema so zabeležili obisk okrog 500 gledalcev. Domačo publiko so svojim navijanjem zasenčili ormoški navijači, katerih se je zbralo natančno 43. Ormoški navijači so z aplavzom pred dvorano pozdravili svoje ljubljence, čeprav bi v tem primeru moralo biti skoraj obratno in bi igralci z aplavzom pozdravili svoje navijače, ki so se na 1400 km dolgo pot odpravili z kombiji. Najzvestejši prevrženci ormoškega rokometnega kluba so za pot iz Ormoža do Kaunasa potrebovali kar 20 ur. Glasno je bilo že pred tekmo izpred dvorane. Gostujoči navijači so napravili izjemno kuliso, katero so z velikim aplavzom nagradili tudi privrženci Granitasa. Ti so dejali, da v Litvi takega vzdušja niso vajeni na rokometnih tekmah, da pa je na košarkarskih tekmah Žalgirisa povsem drugače. Tudi rokometaši Jeruzalema so se na tekmi predstavili v lepi luči in dali še večji veter v hrbet svojim navijačem, ki so glasno navijali skozi celotno tekmo. Grega na tribuni je poskrbel, da so se pele znane ormoške navijaške pesmi. Na bobnih je ritem držal Branko, ena izmed legend skupine Pridigarji. Ostali navijači so nesebično pripomogli s svojim glasom. Bilo je čudovito vzdušje. Tega so polepšale tudi plesalke na tekmi in si v vsaki minuti odmora zaslužile gromki aplavz s strani slovenskih navijačev. Po koncu tekme je dolgo časa odmevalo: mi smo ormoški, Ormož je naš.
Časa za veselje ni bilo veliko in hitro je ekipa odromala k kratkemu spancu v hotel. Saj je zgodaj zjutraj že sledila najprej vožnja z avtobusom iz Kaunasa do Vilne in nato let iz Vilne na Dunaj. Iz prestolnice Avstrije so Jeruzalemčki v nedeljo zgodaj popoldan varno pripotovali v Ormož. Varno domov so se po naporni in dolgi poti vrnili tudi vsi navijači. Gostovanje v Litvi nas je vse navdušilo. Na Litvo smo pred odhodom mogoče gledali precej podcenjevalno, a gre za državo, ki nas je presenetila na vsakem koraku. Skratka, vtisi so odlični. Vsi skupaj komaj čakamo na novo domačo tekmo, ki bo na sporedu v soboto 28. septembra ob 19. uri, ko na Hrdek prihaja močni Slovenjgradec. Začela se je že tudi organizacija naslednjega gostovanja Jeruzalema v Evropi. V soboto 19. ali nedeljo 20. septembra nas čaka gostovanje v Banja Luki. Tam se pričakuje okrog 300 navijačev iz Ormoža, rekord vseh rekordov, kar se tiče množičnosti navijačev na kakšnem izmed gostovanj Jeruzalemčkov. Rokometaši Jeruzalema so tudi na povratnem srečanju v Kaunasu zabeležili visoko zmago in se skupnim rezultatom 67-54 uvrstili v drugi krog evropskega tekmovanja. Jeruzalemčka v mesecu oktobru čakata novi tekmi v Evropi in sicer proti borcu iz Banja Luke. To je bila 8. tekma prlekov v Evropi in 3. zmaga. Tako je sedaj evropski izkupiček Ormožanov 3 zmage, 2 remija in 3 porazi. Na povratnem srečanju prvega kroga EHF pokala so rokometaši Jeruzalema z odlično igro nadigrali domači litovski Granitas in se zanesljivo s skupnim izidom 67-54 uvrstili v drugi krog tega evropskega tekmovanja. V dvorani, ki leži malo izven mesta Kaunas, se je zbralo okrog 500 gledalcev. Sicer prelepa športno-kulturno dvorana Garljava sprejme 1000 gledalcev. Kljub lepemu obisku domačih gledalcev so ti bili gladko preglašeni se strani 40 ormoških navijačev. Začetek vinarjev ni bil obetaven in kar nekaj časa je trajalo, da so se brleki navadili na kriterij sodniškega para iz Finske. Nekaj odločitev obeh Fincev ni imelo prav nobenega smisla. Domači so izkoristili šok Ormožanov in v 14. minuti povedli z 10-7. Slovenci so obdržali mirne živce. V obrambi so postali gibljivejši ter čvrstejši in vinarjem je uspel delni izid s kar 8-0. Vodstvo Jeruzalema s +5, 15-10. V polčasu 18-14 za Jeruzalem. Pri tej visoki prednosti in prednosti iz prve tekme je gostom bilo vse lažje in enostavneje. Obenem je v golu Jeruzalema v drugem polčasu odlično branil Aleš Zemljič. Zbral je 11 obramb v drugem polčasu in prednost se je večala iz minute v minuto. Že dolgo časa Ormožani niso odigrali tako mirnega zaključka tekme in imeli priložnost počiti glavne nosilce igre. Na koncu Granitas Kaunas 28, Jeruzalem Ormož 35. Pri zmagovalci sta Zemljič in Filip Ramfl skupaj zbrala odličnih 15 obramb. Tadej Sok je dosegel 9 zadetkov, Gašper Pungartnik 7 in Filip Jerenec 6 zadetkov. Poleg rokometašev si pohvalo in veliki hvala lepa zaslužijo tudi navijači Ormožani, ki so se podali na pot dolgo 1400 km. Ustvarjali so izjemno vzdušje in v veliki meri pomagali svoji ekipi do napredovanja v naslednji krog. Ormoška ekspedicija v Kaunasu je štela natanko 64 ljudi.
Glede na zanimanje ljubiteljev ormoškega rokometa za romanje v Banjo Luko se pričakuje, da bo na prvo tekmo odpotovalo preko 200 navijačev. Največji optimisti napovedujejo številko 300 romarjev. Tekma v Banji Luki je predvidena za soboto 19. ali nedeljo 20. oktobra. Zaradi bližine prizorišča oziroma Banje Luke bo to zagotovo iz strani Ormožanov najmnožičnejši obisk kakšne izmed evropskih tekem. V tem trenutku bo potrebno nekoliko pozabiti na Evropo. Sečeto trenerja Saše Prapotnika čakata 2 težki tekmi v državnem prvenstvu. V sredo v Ivančni Gorici proti Svišu in v soboto na Hardeku proti Slovenj Gradcu. Tekma proti ponosu Koroške in zelo kvalitetni ekipi je na sporedu ob 19. uri. Tudi na tem srečanju se pričakuje poln Hardek. V ptujski superligi je bil na sporedu 5. krog. V tem krogu sta bila uspešna oba naša predstavnika. Nogometaši Ormoža so doma ugnali Markovce, Središčani v gosteh Gerečjo vas. 5. krog ptujske superlige je na 6 tekmah ponudil 23 zadetkov, kar znaša skoraj 4 zadetke na tekmo. Do tega kroga je največ zadetkov ponudil 4. krog, 24, najmanj 1. krog, ker je padlo le 14 zadetkov. Po 5 krogih oziroma 30 odigranih tekmah so pri maksimalnem izkupičku točk 15 le Ormožani. Edina ekipa, ki še ni zbrala nobene točke, je ekipa Tržca, ki je doživela 5 porazov ob le enem in kar 19 prejetih zadetkih. Vodilno moštvo lige Ormož je v športnem parku Mestna Graba pred okrog 250 gledalci gostilo ekipo Markovec. Slednji so pred tekmo s 6 točkami zasedali 5. mesto. Gosti so tekmo v Ormožu pričeli z 11-terico. V golu Jan Vid Gorenjak, v polju Nejc Lončarič, Luka Matjašič, Aljoša Plajnšek, Marko Hozjan, Sandro Čeh, Nejc Letnik, Anej Simič, Valentin Bolcar, Jure Letnik in Jaka Antolič. Domači trener Aleš Jurčec je v tekmo štartal z Denisom Prapotnikom na golu, slednji je edini zadetek v tem prvenstvu prejel v 4. krogu v Apača. V polju pa Luka Ladika, Dejan Kociper, Blaž Borko, Teo Prapotnik, Anžej Šuen, Jan Vočanec, Patrik Mihalič, Luka Kirič, Patrik Javševec in Borut Zorec. Prvi so v 4. minuti zapretili gostje, vendar je domači vratar Denis Prapotnik odlično nadziral potek napada gostov in preprečil hladen tuš gostov. Po zaključku utipavanja obeh moštev je v 18. minuti po prekršku kapetana gostov Lončariča domača ekipa imela lepo priložnost iz prostega strela za prvi zadetek. Poskus domačega kapetana Borka je zletel visoko prek gola Markovec. V 20. minuti je Ladika po lepi podaji Kiriča iz leve strani zamudil priložnost za vodstvo domačih. V 29. minuti so gostje pred svojim kazenskim prostorom izgubili žogo. Javševec in Kiric sta hitro odigrala lepo dvojno podajo, poskus domačega napadalca je z odlično obrambo zaustavil Gorenjak. 2 minuti kasneje vodilni zadetek Ormoža, Šuen, Zorec, Javševec in natančen zaključek Kiriča z levico in vodstvo z 1-0. V
V 33 minuti so nevarno zapretili tudi gostje, vendar je ostalo pri minimalnem vodstvu domačih. Polčas Ormož-Markovci 1-0, strelec v 31 minuti Kirič. Tudi v drugem polčasu so prvi zapretili gostje. Na priložnost gostov je odgovoril Kirič s strelom z glavo po lepi podaji Mihaliča iz desne strani. V 51 minuti napaka Teja Prapotnika v svojem kazenskem prostoru in glavni sodnik Niko Mihalič iz Ptuja je pokazal na 11-metrovko. K izvajanju slednje je pristopil Bolcar, njegov strel pa je z odlično reakcijo ustavil Denis Prapotnik. Vratar Ormoža je še enkrat več dokazal, zakaj je trenutno najboljši vratar ptujske Superlige. Zapravljen kazenski strel je gostom popolnoma spodrezal krila. Napake gostov so se kar vrstile in eno izmed teh je v 55 minuti izkoristil Javševec in povečal vodstvo Ormoža na 2-0. V 57 minuti si je po grdem prekršku svoj drugi rumeni in posledično s tem rdeči karton pri Markovcih prislužil Čeh. V nadaljevanju izjemen strel Javševca, ki je poskusil s škarjicami, a za las je žoga zgrešila cilj. Z igralcem več v polju so gostitelji popolnoma zavladali na terenu in nizali lepe priložnosti. V 76 minuti je za 3-0 zadel Niko Kosec, povratnik po poškodbi. Po nekaj novih lepih priložnostih Ormoža pa končno četrti zadetek v mreži Markovc. Sodnik Mihalič je pokazal na belo točko, Javševec pa z levico žogo poslal nasprotno od vratarja v levo stran gola. To je bil že 10. gol, prvi iz najstrožje kazni Javševca v tem prvenstvu. V samem finišu tekme se je pri gostih nesrečno poškodoval Gašper Kristovič. Le upati je, da poškodba ni težja, čeprav posnetek ne kaže nič dobrega. Ormož-Markovci 4-0. Na lestvici vodijo Ormožani s 15 točkami pred Stojnci, ki so pri 12 točkah. V soboto 28. septembra ob 16. uri se bosta v Mestni Grabi pomerili vodilni ekipi ptujske Superlige, torej Ormož in Stojnci. Makole so na 3., Apače na 4. mestu. Središčani so po zmagi v Gereči vasi s 7 točkami na 7. mestu. Gorišnica je s prvo zmago iz zadnjega napredovala na 10. mesto. Na 11. mestu z 2 točkama je Grajena, zadnji brez točk so nogometaši Tržca. V 6. krogu središča v nedeljo 29. septembra ob 16. uri čaka še eno gostovanje in sicer v Markovcih. Sosedski derbi Središča in Ormoža je v jesenskem delu na sporedu šele v 11. krogu. Ta je planiran za 2. november. Tekma bo odigrana v športnem parku Trate. Samo poslovim naj se še. Hvala za pozornost. Znova se vidimo čez teden dni. Na istem programu, na isti dan ob isti uri. Srečno!